Do 21. ure ni prišlo do uradne potrditve strani vlade, da sprejemajo to osnovno zahtevo Slovenske ljudske stranke, da se z ustrezno spremembo odloka omogoči odstrel oziroma odlov najnevarnejših volkov, ki napadajo v ograjenih pašnikih ali v neposredni bližini domačij. Vam z velikim veseljem sporočam, da smo danes ponoči preko recimo temu prenašalca dobrih novic strani slovenske vlade dobili izraz polne pripravljenosti, da se v celoti realizirata obe zahtevi in da se seveda tudi željo, da se današnji protestni shod in tudi spremljajoče aktivnosti odpovejo z ciljem in željo, da bi se lahko na čim lepši način izpeljala otvoritev Radgonskega sejma v prisotnosti eminentnih domačih in tujih gostov. Torej gre za to, da imamo zagotovila, da sta pristojni ministrstvi izpeljali tako spremembo ureditve, ki v tem trenutku še vedno omogoča zgolj odstrel 8 posamičnih volkov konkretnih in v primeru, da je odstreljen nek drug volk, grozi lovcem in njihovim lovskim družinam visoka kazen. Torej zagotovilo je, da praktično danes naprej ti lovci in lovske družine, čeprav uredba še velja, ne bodo več pod to grožnjo, kar je tudi eden od razlogov, da so se, kot ste lahko slišali tudi včeraj strani nekaterih lovskih organizacij, pripravili tudi na skupinske love in pogone volkov, zato da bi ta akutni problem še zdaj pred oziroma ob začetku šolskega leta ustrezno razrešili. Prav tako je zagotovljeno, da se bo zagotovilo nadomestilo kmetom v tistih občinah oziroma okoljih, ki so obremenjene z napadi volkov, medvedov in šakalov oziroma so te vrste zveri v daleč prevelikem številu in sicer do takrat, ko bo to število uravnoteženo z možnostjo nekega normalnega življenja. Tu je zdaj samo še vprašanje, ali bo v celoti to 150 evrov na hektar za hektar kmetijskih površin na leto in 100 evrov na hektar gozdnih površin na leto, ali bo morda nekje nekaj manj, nekje nekaj več. V vsakem primeru pa se bo na ustrezen način ali preko proračunske rezerve ali pa preko spremembe uredbe, ki sedaj daje kmetom ustrezno subvencijo na hektar, speljalo postopek preko subvencijske politike. Naj spomnim, da je nekaj podobnega bilo že v času, ko je bil minister za kmetijstvo gospod Smrkolj, ko je tudi zaradi hudih problemov z zvermi je bilo začasno zagotovljena dodatna sredstva za ta okolja. Jaz sem tudi zelo vesel in dokaz temu, kar zdaj govorim, je tudi to, da bo v peticiji, ki jo bo danes predsednik Sindikata kmetov Slovenije, gospod Medved, predal evropskemu komisarju, gospodu Hoganu, sta navedeni tudi med sklepi tudi ti dve zahtevi Slovenske ljudske stranke in da je ta peticija, ki je bila usklajena med Sindikatom kmetov Slovenije in Slovensko ljudsko stranko, po naših informacijah usklajena tudi s kmetijsko ministrico in bo morda celo skupaj z Sindikatom kmetov to peticijo tudi predala evropskemu komisarju. V primeru, da se te stvari, glede na to, da naša stopnja medsebojnega zaupanja ni v tem trenutku na zavidljivi ravni, da se te stvari ne bi realizirale, pa bomo v četrtek 19. septembra organizirali velik protestni shod pred vlado v Ljubljani in morda še na kakšni drugi lokaciji. Protest je bil odpovedan, gospod Podobnik je dejal, da je dobil zagotovila predstavnika vlade.
To je larifari. Ni dobil nobenega zagotovila predstavnika vlade, ker sogovornik vlade je sindikat kmetov Slovenije. Gospod Podobnik verjetno zato ni imel shoda, ker je prevladala zdrava pamet in so tudi ljudje videli, da to nima nobenega smisla. Kajti izkoriščati kmeta ali pa ministrico ali pa mene kot predsednika vlade ali celotno vlado za svoje politične cilje je nekorektno. Mi smo vsem zahtevam sindikata kmetov ugodili in se bodo tudi v prihodnjih tednih začele uresničevati. Pa še to bom povedal, ni vlada kriva, če ne prihaja do odstrela. Zdaj so na potezi lovci in intervencijska skupina, ki jo je ministrica takoj aktivirala. Tako da se zadeve rešujejo, seveda nakopičenega za 25 let nazaj pa mi ne moremo takoj čez noč rešiti. Vemo, kdo je vodil kmetijska ministrstva v preteklosti, ravno ta stranka, ki danes tako vpije, kako takrat ni bilo problemov, pa je dovolj, da odpremo kakšni časopisni članek iz tistega obdobja in nam je jasno popolnoma vse. Zdaj, SLS ste rekli, da so problem kazni za lovce, da je tudi to težava, da zato se ne odločajo za odstrel. To ne bo nobena težava. To smo mi na sestanku se vse dogovorili s sindikatom kmetov, s gospodom Medvedom, ki je korekten sogovornik in smo seveda tudi dogovorjeni, da vse probleme rešujemo skupaj, kajti midva z ministrico sva na strani slovenskega kmeta in vedno bomo. Ne nazadnje oba izhajajo iz takega okolja in kakšna druga opcija niti ni možna. Razno politikanstvo, na to pa seveda ne moremo pristajati in tudi ne bomo. Gospa ministrica, kaj vi pravite, rekel je gospod Podobnik enako, da je nekdo nekoga klical, da je nekdo dal nekaj zagotovila? No, jaz o teh zagotovilih ne vem popolnoma nič, se pravi, naše zadnje zagotovilo je bilo podano na sestanku pri predsedniku vlade, ko smo se pogovarjali s predstavniki sindikata kmetov. Mi smo se tam dogovorili in jim tudi povedali, da večina rešitev, ki so skladne z zakonskimi okviri, je v teku, torej dovoljen je odvzem vseh tistih volkov, ki so na problematičnih območjih in povzročajo škodo. Dogovorjeno je tudi, da se lovna območja razširijo, kar pomeni, da tudi lovci nimajo nobene težave več z kaznimi. Včeraj je bila podana tudi izjava predsednika Lovske zveze, da so lovci na terenu, da bodo izvajali skupinske love, tudi interventna skupina, kot je povedal predsednik. Torej zdaj je samo na lovcih, da te volkove, ki povzročajo škodo, odvzamejo. Mi se bomo v nadaljevanju seveda sedli za skupno mizo in pa potem iskali tudi nadaljnje rešitve, ki bi v sistemu olajšali upravljanje z zvermi, kjer bi nekako dosegli konsens vseh vpletenih strani, vseh pristojnih ministrstev, da prihodnje več ne bi imeli tovrstnih težav, kot jih imamo danes. Še kaj ocene sejma? Ti si? Ja, sejem je seveda že 57. po vrsti, ima dolgo tradicijo in o sejmu lahko govorimo kar v superlativih, zelo se je razvil v preteklih letih in tudi zdaj, ko je to sejem nove generacije, to pomeni, da smo vsi skupaj prišli do zavedanja, da je treba tudi na kmetijah pravi čas predajati, vajeti v roke, da mlada generacija, ki ima še voljo, ki ima moč, ki ima energijo, da lahko začne delati. Če so kmetije predolgo v enih vajetih, potem prihaja do težav in razvoja ni. Tako da tako razumem letošnji moto sejma, ker bistvo je v človeku. Lahko imaš vse stroje, lahko imaš vso tehnologijo, vedenje, znanje, če nimaš ljudi, ki bodo delali, je vse zaman. Gospod direktor, še za vas eno vprašanje.